Dober jutr, danes bo pa malo drugačen video kot ponavad, namenjen je tistim, ki mislite iti prvič na Triglav. Pa tudi tistim, ki ste že bili, zato ker več znanja nikoli ne škodi. Tisti, ki ste že bili, lahko v komentarje napišete kakšen nasvet za druge, ali pa opišete svojo izkušnjo, kako je bilo, ko ste šli prvič gor. Pa še en opomnik, jaz nisem strokovno sposoben za to, tako da to je bolj, kar bi jaz svetoval enemu kolegu, če bi me vprašal: čuj, majster, kako naj jaz zdaj prijem na Triglav? Najprej je fajn, če sploh vemo, kaj je Triglav in kje je Triglav. To je najvišji vrh Julijskih Alp, ki so na severozahodu Slovenije, en delček jih je pa tudi v Italiji. Triglav je tudi eden glavnih slovenskih simbolov, imamo ga na grbu, kjer je prikazan v tej značilni obliki treh vrhov. Ima dva enako visoka in pa enega višjega v sredini. Zdaj pa poglejmo, a se ta troglavost, triglava, vidi tudi v naravi. Na tej sliki se ta oblika še najlepše vidi. Tole je glavni vrh Triglava, ki je tudi sam po sebi troglav. Na desni je mali Triglav, čez katerega gre večina ljudi na glaven vrh, tretji vrh pa v resnici ni točno določen. Iz jugovzhodne smeri bi lahko rekli, da je to Rjavec, ki pa je približno 150 metrov nižji od malega Triglava, kar se tukaj še lepše vidi. Rjavec je ta prvi vrh na levi. Tole še malo odbliži Rjavec in pa Triglav. Tukaj gor je ena pikca, to je Aljažev stolp. Pa še slika z vrha Rjavca, kjer se spet vidi ta troglava oblika Triglava. Do zdaj smo mi gledali Triglav iz južne strani, zdaj si ga pa poglejmo še iz severa. Tole je Triglavska severna stena, zgoraj Triglav in mali Triglav, za tretji vrh bi pa tukaj lahko šteli glavo v Zaplanji, ki je pa podobno kot z južne strani Rjavec, nekoliko nižja kot mali Triglav. Še poletna slika Triglavske severne stene, potem pa ena zanimivost. Triglavski ledenik. A ga mogoče vidite na tej sliki? Vam še približam, pa označim, kam gledati. Ja, nažalost ga ni več, oziroma, če pogledamo od blizu, opazimo ene par zaplat snega. Res je, da sem to slikal oktobra, ko je snega najmanj, ker zadnji sneg ponavadi zapade maja in potem cel junij, julij, avgust in september ni nič, tako da na tej sliki je ledenik v najmanjšem obsegu, zato mogoče pokažem še tole sliko iz julija, kjer je pa snega malo več, ampak ne glede na to, bi jaz temu bolj rekel snežiše kot pa ledenik, ker ledu praktično ni več. Zdaj si pa poglejmo, kdaj je najboljši čas za vzpon. Poletna sezona se začne junija in v začetku junija je problem, ker so lahko še kje snežišča, tako da konc junija je veliko boljš. Koče so že odprte, ker se odprejo 15. junija, ni toliko ljudi kot julija in avgusta, pa še dan je najdaljši. Tako da junij oziroma konc junija bi jaz dal na drugo mesto. V juliju, tole je slikano med tednom, tako da boljš kot med vikendom, ampak še vsem, je že veliko ljudi. Problem so tudi popoldanske nevihte, pa še zelo vroče je. Če greste gor avgusta, za vikend, bo na vrhu izgledal nekako tako. Več ljudi kot na Prešernovem trgu v Ljubljani. Najbolj cajt, po mojem mnenju, je september in to med tednom, ker so še vedno poletne razmere, dan je še vedno dosti dolg, manj nevarnosti je za nevihte, pa še manj ljudi je. Oktober, pa tudi konec septembra, je pa lahko problem zaradi snega, tako da to imejte sam za rezervo, če res prej niste imeli cajta. Potem imam pa tukaj, samo kot zanimivost, še november. Leta 2024 se je še sred novembra dal prideti gor na Triglav brez zimske opreme, zato ker ni bilo skoraj nič snega. Tole je bil vikend in spet je bilo gor kar nekaj ljudi. Tako da če že navte gledali na mesec, vsaj glejte na to, da greste sred tedna. Zdaj si pa poglejmo, katera je najlažja pot na Triglav. Ko govorimo o najlažji poti na Triglav, je to še vseeno zelo zahtevna planinska pot. To je sicer zelo široka kategorija težavnosti, zato je lahko ena pot znotraj te kategorije dosti lažja od druge. Po definiciji naj bi bile te poti namenjene izključno izkušenim gornikom, ampak to bolj velja za težje poti znotraj te kategorije. Medtem ko pot na Triglav, ki jo bom predlagal, spada med lažje. Gremo zdaj pogledat, kam se lahko z vrha Triglava spustimo. Prva opcija je do Triglavskega doma na Kredarci. Ta pot je najbolj izpostavljena, sploh v zadnjem delu, od malega Triglava do Kredarc.
Skredarce. Ma pa skoraj skozi Zajle, kar je pa velika prednost. Lahko se spustimo tudi na drugo stran Triglava, do koče na Doliču. Ta pot je malo manj izpostavljena, sam je pa tudi manj zaščitena. Tle bi še dodal, da se ne bat Zajl pa Klinov, ker so tam z razlogom. Bojte se tam, kjer jih ni. Vse drugače pa Triglav ena najbolj zaščitenih gor. Če primerjamo s kakšnimi drugimi gorami pri nas, recimo Škrlatico ali pa sploh Stojino, kakšen Großglockner v Avstriji, kjer ni skoraj nič zavarovan. Tukaj na Triglavu so pa varovala res povsod. Tako da tudi če rečem, da je v Doliča gor malo manj Zajl kakor od Skredarce, je to še vedno zelo dobro zavarovana pot. Tretja koča, do katere se lahko spustimo z vrha, je pa Dom Planika pod Triglavom. In to se meni zdi najlažja oziroma najbolj varna pot za nekoga, ki še ni bil na Triglavu. Do te koče sta dve varianti. Ena se združi s potjo, ki gre od Doliča gor, to je Gorjanska pot, je manj obljudena, ampak nima pa ves čas Zajle. Tako da zaradi tega bi jaz raj priporočil drugo varianto, ki se pa združi s potjo Skredarce. Tukaj spustiš tisti prvi najbolj strm del in se poti priključiš malo pod vrhom Malega Triglava. Od tam naprej je pa praktično skozi Zajla do vrha, tako da si lahko cel cajt zapet. Od Planike dol sta pa isto dve možnosti, kjer je tehnična zahtevnost poti enaka. Se pravi, sam hodite, ni nič plezanja. Ena je dolina Krma, drugo pa Pokluka. Ti dve poti se združita na konjskem sedlu, od kjer je do vrha Triglava 2 ure pa pol. Do konjskega sedla je pa s Krme 3 ure pa pol, s Pokluke oziroma bolj natančno z Rudnega polja pa 4 ure. Te časovnice so itak samo nek približek, ker je čisto odvisno, s kakšnim tempom boste hodili pa koliko pavz boste delali. Dajmo pa zdaj pogledat še koliko višinskih metrov pa razdalje je treba prehoditi. Za pot iz Krme na Triglav približno 9 km razdalje in 1950 višincev. Za pot iz Rudnega polja pa 13 km in 1780 višincev. To je do vrha Triglava, ampak ponavadi se potem tudi hočemo vrniti nazaj v dolino, tako da do Krme bo spet 9 km in pa 50 višincev, do Rudnega polja pa 13 km in pa 270 višincev, kar pomeni, da traja spust do Rudnega polja približno 1 uro več. Glede na tole statistiko, verjetno vidite, da je iz Krme krajša pot, ampak ima pa daljša pot, ta z Rudnega polja, nekaj prednosti. Definitivno so tam boljši razgledi, ker je pot bolj raznolika. Na poti z Rudnega polja je tudi še ena dodatna koča, Vodnikov dom na Velem polju, tako da je ena priložnost več za toplo hrano. Zadnja stvar je pa dostop. Do Rudnega polja je veliko bolj urejen, ker je široka asfaltirana cesta. Do izhodišča v Krmi je pa cesta makadamska pa ozka v tistem zadnjem delu po gozdu. Jaz bom takole rekel, če mislite iti v enem dnevu gor, potem pejte s Krme. Za dvodnevno turo bi pa svetoval pot z Rudnega polja. Poglejmo si še na hiter prednosti pa slabosti dvodnevne ture v primerjavi z enodnevno turo. Če greste v 2 dnevih, boste bolj uživali, sploh če ste slabše fizično pripravljeni, ker boste lahko tudi bolj počasi hodili, imeli več premorov, pa tudi vstati vam ne bo treba sredi noči, ker morate prvi dan samo do Planike, tako da lahko malo kasneje začnete hoditi. Drug dan, ko boste šli zjutraj na vrh, boste za najtežji del vzpona spočiti, pa tudi izognili se boste popoldanskim nevihtam. So pa tudi slabosti dvodnevne ture. Vezani boste na datum zaradi rezervacije koče, kar pomeni, da je lahko ravno za vaš termin slabo vreme. Saj tak termin lahko odpoveste in rezervirate drugega, ampak zna biti problem, ker je lahko v koči tudi za več tednov naprej vse zaseden. Dvodnevna tura je tudi dražja, ker morate plačati nočitev, pa še parkirišče za en dodaten dan. Ampak po drugi strani je pa to lahko še vsem boljš, kot narediti 2000 višincev v enem dnevu. Tako da to še sami malo premislite, kaj vam najbolj ustreza. Za obe poti imate na Hribi.net tudi opise. Za pot s Krme je tale, dolina Krma-Triglav čez Planiko in Mali Triglav, za pot z Rudnega polja pa Rudno polje Triglav mimo doma Planike in čez Mali Triglav.
Preberite si te dva opisa poti, pa poglejte slike, da si boste boljš predstavljali, kaj vas čaka. Poglejmo si še, kako se fizično pripraviti na tak podvig. Glede fizične pripravljenosti sami veste, v kakšnem stanju ste. Če pa ne, boste pa to zvedeli na prvem treningu. Priporočam, da začnete z enim lokalnim hribom, kjer vzpon traja približno 1 uro. Važno je, da hodite s takim tempom, da lahko zraven govorite. Če vam na koncu stavka zmanjkuje zraka, je to še v redu. Prehiter pa hodite v primeru, da sploh ne morete govoriti oziroma lahko izgovorite samo par besed, pa ste potem zelo zadihani. V glavnem, počutiti se morate, kot da bi lahko hodili še hitreje, ampak se namerno zadržujete. S takim tempom boste hodili tudi na Triglav. Mogoče se vam bo zdelo, da se ne matrate dost, da greste prepočas, ampak verjemite, da je počasnejši tempo boljša izbira. Če boste hodili v hrib na polno, kolikor se da hiter, potem boste samo zvišali možnost za kakšno poškodbo. Pa še naslednjič se boste težje spravili v hribe, ker se boste spomnili prejšnjega treninga in boste vedeli, da vas spet čaka nekaj zelo težkega in zato boste bolj nagnjeni k temu, da treninga sploh ne naredite in ostanete doma. Pejte tudi na kakšen hrib v Sredogorju, recimo Ratitovc, Nanos, Črni vrh, Matajur. Nekaj najte, kar je vam blizu, pa da vzpon traja 2 do 3 ure. Lahko uporabite tudi ta Relief Maps zemljevid, da najdete goro, pa na hribi net preberete opis poti, pa tam dobite tudi navodila za pot do izhodišča. Taka tura vam bo vzela kar nekaj časa. Recimo pol ure, da prštimate ruzak, pol ure vožnje do izhodišča, 10 minut bo šlo preden sploh začnete hoditi, 2 uri pa pol hoje gor, pol ure na vrhu, 2 uri hoje dol, spet 10 minut preden se odpeljete, pol ure vožnje, pa še 20 minut, da spraznete ruzak. To je dobrih 7 ur, tako da to je bolj vikend varianta, ne pa neki za po šihtu. Potem pa ostane še visokogorje, vam bom dal nekaj predlogov z različnimi težavnostmi. Ni vam treba iti na vse gore, ki jih bom naštel, izberite si 2 ali pa 3, magar tiste, ki so vam najbližje. Seveda lahko greste tudi drugam, jaz bom samo naštel nekaj možnosti, ki se meni zdijo primerne. Za lahke poti, oziroma za poti, kjer boste nabirali izključno kondicijo, predlagam Tosts, na katerega greste po isti poti kot na Triglav z Rudnega polja. Samo da potem za Tosts zavijete mal pred Vodnikovim domom desno gor. Tukaj na hribi net piše lahka neoznačena steza, kar mi je malo čudno. Mogoče, ker v tem delu ni markacij, ampak tukaj res ne bi smeli imeti težav z navigiranjem, ker je itak treba iti sam naravnost gor. Se nimate kaj izgubiti. Z vrha boste pa imeli zelo lep pogled na Triglav. Naslednja gora je Krn. Tale tura s kuhne je čist fajn. Na teh slikah je sneg, ki smo mi šli aprila gor, ampak poletje pa tukaj vse kupno, pa razgledi so tudi ful dobri. Priporočam tudi stol za vršence gor, ne da se zapeljete do Valvazorjevega doma, zato ker ta pot bo dober pokazatelj, če ste kondicijsko pripravljeni za Triglav, ker bo vzpon na Triglav s krme trajal samo še kakšno uro dlje kot tale pot. Podobno je tudi na Rombonu. Ta je sicer kategorizirana kot zahtevna označena pot, ampak to po mojem samo zaradi tega kratkega dela, kjer moraš uporabiti tudi roke. Drugač pa ni nobenega plezanja. Imam tudi video posnet z te poti, res da v zimskih razmerah, ampak je bilo toliko malo snega, da skoraj ni razlike s poletjem. V Kamniško-Savinjskih Alpah lahko tudi z Kamniškega sedla greste na Brano ali pa Planjavo. To sta obe zahtevni označeni poti, ker imata na parih koncih zajle. Tukaj je predvsem fajn, da boste malo izkusili izpostavljen teren. Zdaj pa še zelo zahtevne poti, recimo Ojstrica po Kopinškovi, to imam posnet video, tako da si ga lahko pogledate. Potem plezalna pot na Peco, plezalna pot na Veliko Raduho in pa Storžic skozi Žrelo. Na teh 3 poteh so povsod zajle in za boljšo predstavo je najbolj, da si pogledate slike na hribi net. Lahko probate tudi kakšne ferate, recimo Pogačnikovo pot na Šmarno goro ali pa ta modro ferato v Mojstrani. Več o tem sem pa povedal tudi v mojem zadnjem videu o feratah.
Pa še neki. Triglav je visok 2864 metrov, kar pomeni, da je na vrhu približno 30% manj kisika kot pri morju, ker je gostota zraka toliko nižja. A boste to občutili? Mogoče malo, ampak večino časa boste itak hodili v klanec in imeli že zaradi tega povišan srčen utrip in globok dihal. Višina bo pa temu samo še malo prispevala. Da bi imeli pa kakšne resnejše težave zaradi višine, je pa na Triglavu precej malo verjetno. Mogoče lahko kdo občuti blag glavobol, ampak to stanje se tako izboljša, ko se začnete spuščati. Tako da glede tega ne skrbeti. Pomembno je samo, da hodite v primerno hitrem tempu, pa da dovolj pijete in jeste. Kaj vse vzeti s sabo? Prva stvar je ruzak. Jaz priporočam 30-litrski ruzak in najprej poglejte, če imate že noter prevleko za dež. Se pravi, to takole izgleda, drugače pa to da tudi dokupiti. Ker če je dež, potem to prevleko daste čez celoten ruzak, zato da vam ga ne premoči. Potem vam pa jaz v temule malemu predalu prvo pomoč. In vam takole noter, potem pa astrofolijo in pa še najpomembnejšo stvar, to je pa skret papir. Tole vam lahko zelo prav pride. Za obutev jaz priporočam visoke gojzarje. Lahko imate tudi nizke, ampak potem imate pa že lahko problem z gležnji. Tako da jaz bi rekel visoki gojzarji, predvsem pa glejte, da imajo dober podplat. Zraven gojzarjev pa potem seveda ne pozabiti tudi debelih štumfov. Naslednja stvar so cune. Lahko imate kratke majice, drugače jaz uporabljam pa kar dolgo, se pravi eno takole. In to pa zato, ker pokrije celotno površino rok in potem se vam ni treba mazati sončno kremo tudi po rokah. V tej majici vam ne bo nič bolj vroče, kakor recimo v teli kratki, zato ker so rokavi čist tenki. Potem je fajn tudi, če imate kakšno majico za preobleči, drugače pa nujno kaj toplega. Recimo kakšen flis in pa nekaj za dež. Recimo kakšno jakno ali pa anorak. To doma poglejte, ko imate ziher kaj po umarah in ni treba kupovati novih stvari. Zato, ker tukaj ni point, da imate neke top gorniške cune, važen je samo, da imate neki prištiman za dež, pa neki, če temperatura pade. Potem pa še hlače. Če boste imeli kratke, morate spet paziti na sonce. Se pravi, tukaj spodaj vas spet lahko užge. Tako da lahko tudi probate z dolgimi, ampak tukaj je pa spet problem, ker pa lahko vroče. Tako da to je čisto odvisen od vremena. Glede palc bi jaz rekel takole, če jih imate doma, jih mejte, oziroma če ste navajeni hoditi z njimi, jih mejte. Če jih pa nimate, jih pa ne kupujte, zato ker si ni treba delati še dodatnih stroškov. Naslednji kos opreme, ki je obvezen, je čelada. In to ne imeli zato, da v slučaju, če padete, da si ne razbijete glave, ampak predvsem zato, ker bo kdo nad vami ven sprožil kamne dol. In zato se v hribih nosi čelado. Če se boste pripenali, vzemite tudi plezalen pas in pa samovarovalen komplet. Zdaj te stvari vprašajte, če ima kdo to že doma, ki ga poznate. Drugače pa to tudi da sposoditi v kakšnih trgovinah. Se pravi, tole je plezalen pas in pa še samovarovalen komplet, s katerim se potem zapenjate na zajle. Nujno vzemite s sabo tudi luč, pa poglejte, če dela. Drugače pa vzemite še rezervne baterije. Fajn je, da je taka, da se jo da dati na glavo. Ker če boste svetili s telefonom, navlih dober. Potem prav vam pride lahko tudi kapa pa rokavice. Zdaj, to je spet odvisen od vremena, če v 30 stopinj, no dobro, to klih ne bo gor, recimo 20 stopinj, bo po moje za kapo pa rokavice prevroče. Ampak če bo pa bolj mraz, pa lahko tole pride prav. Obvezno imejte tudi s sabo sončna očala pa sončno kremo. Tole je res pomembna stvar v hribih. Triglav je tudi v slovenski transverzali, tako da če zbirate štemplje, vzemite tudi knjižico pa blazinco. Potem imam jaz vedno s sabo
tudi robce in imam spete z elastikam, zato ker te elastike lahko tudi pridejo prav, da kaj zapnete. Drugač pa za popravljati stvari, bi rekel, je pa najbolj kakšen močen selotejp. Jaz imam tale climbing tape, drugač pa tudi kakšen duct tape pride prav. Recimo, če se vam strga kaj na ruzaku, da sam zalimate. Potem, če imate kakšno uro, ki vam kaže višino, pa koliko ste prehodili, je tudi fajn, če vzamete. Če je nimate, ni treba kupovati, ker to ni pomembna oprema. Se da tudi na telefonu s kakšnimi aplikacijami to nadomestiti. Bom zdaj še pustil ta telefon, pa to zaenkrat, pa gremo še na hrano. Kakšne čokoladce seveda, važno je to, da vzamete stvari, ki imajo ogljikove hidrate. Se pravi, kakšni Snickersi, Twixi, Frutabele tudi. Potem pa jaz največkrat vzamem kar oreščke. Recimo tale pakna, to je Studentenfutter se reče, se pravi študentska hrana. Tole ima 540 kalorij na 100 gramov, tale vrečka je pa 200 gramov. Se pravi 1080 kalorij v teli pakni in tole ima 32 gramov ogljikovih hidratov na 100 gramov tega. Tako da to je zelo fajn zadeva, ker ima veliko kalorij, pa ne zavzame skoraj nič v ruzaku. Imejte tudi sabo kakšne sendviče, da malo preseka tele oreščke, ker ni fajn samo to jesti, ali pa seveda tudi kaj drugega. V glavnem važno je, da gledate, da jeste ogljikove hidrate. Pa zdaj sem se spomnil, no edim pa teh čokoladnih zadevah, morate poleti paziti, ker se lahko vse stopi. Tako da to imejte nek globok v ruzaku, da ne v sonce tole stopi. Zraven hrane obvezno vzemite tudi vreče. Te vreče bojo prišle prav za marsikaj. Recimo, lahko imate za smeti, lahko imate kaj, da date noter, ki bo umazan, lahko če v dež, da je kaj mokro, da date not, tako da vreče vedno pridejo prav. Potem pa še voda. Za Triglav boste rabili ene 3 litre. Na obeh poteh, ki sem jih priporočil, se da dotočiti, pa tudi kupiti v kočah, ampak jaz priporočam, da še vseeno ene 3 litre vzamete s sabo, zato ker lahko boste spili tudi veliko več. Čisto odvisen, koliko bo toplo, pa koliko bo sonce sijalo. Jaz sem ponavadi spil ene 3 do 5 litrov. Potem pa zraven tudi vzemite kakšne magnezijeve tablete, ki fajn pride, da ne boste samo čisto vodo pili. Seveda, če imate kakšne termose, lahko tudi čaj vzamete ali pa tudi kaj drugega. V glavnem gledajte na to, da imate ene 3 litre tekočine. Prav pride tudi, če vzamete kaj denarja. To je seveda samo v slučaju, če se je kaj zgodilo, da imate cash, da lahko plačate kočo, da lahko prespite. Predvidevam, da boste s sabo vzeli tudi telefon. Zraven telefona imate pa lahko tudi powerbank. Pri powerbankih pazite glede kapacitete. Seveda tudi kabel vzemite s sabo pa eno vrečko, da boste dali not. Ker če vam tole dež zmoč, ne bo dobro. Pri kapaciteti pazite, ker recimo tale moj je 20.000 mAh. Ampak to je, kot da bi vam en povedal, koliko ima bruto plače. Kar pomeni, da to ni dejansko, koliko energije boste vi ven dobili. Zato, ker se zdaj odvisen od powerbanka, ampak recimo 1/4 bo šla ven v obliki toplote. Če boste pa recimo filali na mrazu, da boste powerbank pustili na 0 stopinjah zunaj, pa potem filali, bo pa ta izkoristek še veliko slabši. Ampak v glavnem, če imate recimo 20.000 mAh ali pa 10, če imate 10, prečrtite, napišite 7,5, če imate pa 20, pa 20, ko prečrtite, pa napišite 15. Zato, da ne boste pozabili, koliko energije boste dejansko dobili s powerbanka. Se pravi, bi lahko temu rekli neto kapaciteta. Vse za na Triglav vam bo telefon verjetno zdržal, tako da powerbank je spet ena taka zadeva. Če jo imate doma, jo vzemite s sabo, če ga pa nimate, ga pa ni treba kupovati. Na telefonu je fajn, da imate naloženo tudi kakšno aplikacijo z zemljevidi. Lahko imate s sabo tudi fizičen zemljevid pa kompas, jaz osebno tega ne uporabljam, ampak uporabljam aplikacije na telefonu. Največkrat Relief Maps, imam pa gor tudi Bergfix, to imam samo za backup, ker včasih te aplikacije tudi kaj zaštekajo. Ti dve delujeta na način, da morate vi to doma ali pa nekje, kjer imate dostop do interneta, neko lokacijo že prej ogledati. Potem pa, ko ste v hribih, imate lahko tudi letalski način,
sam lokacijo imejte vklopljeno in vam bo kazalo točno, kje ste in tudi kam gledate. Edinka aplikacijo odprete, naredite s telefonom takole, tako osmico oziroma znak za neskončnost, zato da v telefon res prav pokazal, kam gledate. Poglejte tudi malo okoli sebe, recimo, če na zemljevidu kaže, da je Triglav pred vami, pa vidite, da je Triglav tamle dol, pol ziher nekaj na uredu. Tako da tukaj treba tudi malo razmišljati, ne se samo slepo zanašati na tole tehnologijo. Zdaj, te aplikacije imajo tudi plačljive verzije, jaz nimam nič kupljen, recimo pri temule Bergfixu, na zastonj verziji ne morete čist približati. Sam sej pravim, jaz imam to aplikacijo samo za backup. Potem ena fajn opcija je tudi Mappy.com, ta deluje na malo drugačen način in sicer na zastonj verziji si lahko za eno državo, se pravi za Slovenijo, naložite celotne zemljevide, če hočete to uporabljati nekje, kjer ni signala. In za Slovenijo vam bo to na telefonu zavzelo 1,5 gigabajta. Potem pa to deluje isto kakor Relief Maps pa Bergfix, se pravi, lahko imate na letalskem načinu, samo lokacijo imate vključeno in vam kaže, kje ste, kam gledate in imate lepo zemljevid. Potem imam pa jaz gor tudi še eno slovensko aplikacijo, AppPic. Ta pa deluje tudi na isti način kakor Relief Maps pa Bergfix. Se pravi, da ste že prej nekjer ste imeli internet, pogledali neko lokacijo in potem lahko tudi nekjer ni signala, to uporabljate za zemljevid. Seveda obstaja še veliko drugih aplikacij, jaz priporočam, da si jih ene par naložite, pa vidite, kako delujejo, pa si pa izberete ene 2 ali pa 3, ki jih boste obdržali na telefonu. Zdaj vam bom pa še pokazal, kako spakirati ruzak. Najprej treba ločiti, kva boste imeli oblečen, pa kva boste sabo vzeli. Tako da zdaj recimo, da bom jaz imel kratke hlače, pol dolgih sploh ne bom sabo imel, pa imel bom recimo tole majico, pa še eno kratko za preobleči, te ne bom vzel, pa še štumfe in to je pa tudi vse. Se pravi, to je za obleči, tega ne bom dajal v ruzak, zdaj pa na dno grejo najprej stvari, ki jih verjete ne boste rabili ali jih boste pa rabili zelo poredko. Tako da recimo te vetrovke pa jakne daste od spodaj, lahko daste tudi čelado od spodaj, pa potem jakne noter. To je zdaj odvisen, kakšen ruzak imate, tako da malo sprobite. Ker jaz čelado ponavadi navežem kar na zunanjo stran ruzaka. Lahko pa date tudi noter. V glavnem, zdaj damo tele cune tukaj noter. Tole jopco bom pa pustil za na vrh. Potem na sredino ruzaka, ob hrbtenico, se pravi na to stran ruzaka, ne na to stran, date te najtežje stvari. To je recimo voda. Zdaj, če bi jaz vzel 3 litre, bi dal 4 tele flaše tukaj na sredino ob hrbet, 2 bi dal pa tlele na stran. Potem na sredino lahko date tudi tale samovarovalen komplet, ki je dosti težek, pa še kakšne tele vrečke. Zdaj tole je spet fajn dati. Bom vzel kar tole vrečko, zato ker če se tole stresi po ruzaku, ni dobro. Tako, potem še lahko tale pas dam sem. Tako da zdaj imamo na sredini najtežje stvari. Potem pa na vrh bom pa dal zdaj najprej tole jopco, potem bi dal pa tudi kakšne sendviče, pa take stvari, ki so lahke. Pa imajo pa tudi ruzaki še tukaj ponavadi en žep, pa še na vrhu. Zdaj, jaz dam v tegale stvari, ki so recimo kakor powerbank, ki ga verjetno nem rabu, ampak še vsega hočem imeti ločenega od ostalih stvari. Potem recimo sem bi dal tudi tele luči, pa tudi recimo denar bi dal sem. Zdaj seveda bi dal to v denarnico ali pa v eno kuverto. Potem lahko tudi knjižico daste sem, pa potem še tale selotejp. Tole gre recimo tudi semle gor, potem pa v ta zgoren predal grejo pa robci, pa sončna krema, sončne očala, pa tele čokoladce. Dobar, zdaj kaj poletje, v bistvu jaz telih prav čokoladnih sploh ne bi vzel. Bi vzel raje kakšne frutabele ali pa bombone, pa to tudi zdaj fajn dati v vrečko, zato da če se slučajno kaj stopi, da ne bo šlo po drugih stvareh. Recimo, da to damo sem v ta predal ali pa tudi tlele od zgori v ruzak.
Potem kapo pa rokavice, če boste vzeli, to bilo dan že od spodaj v ruzak. Ali pa daste tudi recimo tlele, moj ruzak ima tudi tlele malo placa, bom zatlačil semle noter. Pa imamo še tele magnezijeve tablete, to bom dal tudi zgor. Tole vrečo bom dal tudi sem. Pa čelado, kakor sem rekel, lahko daste tudi od spodaj, pa pol te jogce noter nafilate. Lahko pa daste tudi tlele na zgornjo stran ruzaka. Edin pazite na to, da vam nav upletal. Tako da, če jo ne morete dobro privezati, je najbolj, da jo kar noter date. No, in takole bo pa recimo zgledal polhan ruzak. Potem pa palce itak boste imeli v rokah. Za zgoren del jih boste pa dali not v ruzak, lahko jih pa tudi pustite pri koči. Preden greste v hribe, je vedno treba pogledati vreme. Jaz ga pogledam na parih koncih, najprej na Arsu za Kredarco, to so podatki iz vremenske postaje, ki je pri najvišji koči na Triglavu. Potem lahko na Arsu pogledate tudi napoved za gorski svet, ta je sicer bolj splošna, ampak je vseeno zelo uporabna, ker je vreme ponavadi podobno na širšem območju in je zato dobro poznati celotno sliko, ne samo napoved za posamezno točko, recimo sam za Triglav. Potem pa jaz uporabljam še IR oziroma YR, kjer imate napoved prav za vrh Triglava. Vse te napovedi so približne, tako da se ne čisto 100% zanašati na to, ker v hribih se vreme tudi hitreje spreminja kot v dolin. Velikokrat se okoli vrhov naredijo oblaki, to še posebej pride v poštev, če boste pozni, se pravi, da boste na vrhu popoldne, in v takem primeru lahko na vremenskih napovedih kaže sonce, v resnici bo pa oblak gor in zaradi tega tudi nižja temperatura. Če je napovedan dež, ne hoditi gor. Že tako vas lahko preseneti kakšna popoldanska nevihta in zato ni treba še načrtno hoditi gor takrat, ko je napovedan slab vreme. Na Triglavu je pa v dežju sploh problem, ker so skale čisto zlizane, zato ker je šlo gor že toliko ljudi, tako da v dežju potem še dodatno drsi. Za konc pa še priprave zadnji dan pred vzponom. En dan prej si pripravite vse potrebno, se pravi spakirite celoten ruzak, pa prštimejte, kva boste imeli oblečen pa obut naslednji dan, tako da zjutraj, ko se zbudite, samo še vodo natočite in pa kakšne sendviče daste iz hladilnika not. Pri tem ne pozabite dati vode na sredino ruzaka zraven hrbta. Naredite tudi posnetke zaslona, se pravi screenshote, od opisa poti na hribinet pa slikc. Ne vsake posebej, ampak takole po ene 30 naenkrat, toliko da imate za vsak slučaj, če ne bo signala, pa ne boste ziher, če ste na pravi poti. Prej seveda tudi na telefonu poglejte na Relief Mapse ali pa na kjerokoli drugo aplikacijo, ki jo uporabljate za zemljevid, da boste točen vedeli, po kateri poti morate naslednji dan iti. Poglejte tudi, koliko je vožnje do izhodišča in računite, da najkasneje ob 5 zjutraj začnete hoditi. Se pravi, da ste na izhodišču najkasneje ob 4:30. Še bolj, če ste kaj prej, ker zjutraj je veliko lažje hoditi, ker ni vroče. Pa seveda še enkrat poglejte vremensko napoved, če se je slučajno kaj spremenil. Jaz mislim, da sem pokril večino stvari, če sem pa kaj pozabil, pa napišite v komentarje, da vam odgovorim. Napišite tudi, če hočete videti video, kako to zgleda v praksi. Se pravi, da grem jaz gor na Triglav iz krme v enem dnevu. Drugače pa to za danes, tako da se ga naslednjič, ne? Ajde, čau.